In zdaj potem, ko je postavljen sum, da bi mogoče otrok potreboval odločbo, da se usmeri v nek prilagojen program, je potrebno, da izpolnimo zahtevek za uvedbo. Jaz predlagam, da link za zahtevek dava v komentarje. Me pa zanima, kakšne so tvoje izkušnje, s čim se soočajo starši, ko pride do te točke, da morajo ta zahtevek izpolniti. Si imela kakšne posebne situacije že? Jaz bi kakšno lahko opisala, no, pa me zanimajo še tvoje. Ja. Tako, kot si rekla, zahtevo pač izpolnijo starši, sicer vedno lahko s pomočjo pač šolske svetovalne službe oziroma vrtčevske. Nekateri starši so pri tem res zelo spretni. Že sami res pač znajo izpolniti vse podatke. Najprej so seveda pač osebni podatki staršev, EMŠO in tako. Tako da tudi priporočam, pač, če grejo do šolske svetovalne službe, ali da to potem naknadno, ali pa da že to prej doma izpolnijo, te njihove osebne, najprej so te osebni podatki staršev, potem osebni podatki otroka, potem pa tudi bolj te, katere težave oni, pač kot starši opažajo. In tukaj se mi pa zdi mogoče, kdaj starši ne vejo, kako z besedami, oziroma mislijo, da njihove besede niso, Jaz tukaj rokam svetujem, da oni res najbolj poznajo svojega otroka, vejo, kje ima močna področja, tako da jaz vedno priporočam, da napišejo ta močna področja, kje je otrok dober, kje je uspešen, pa da napišejo, kaj oni opazijo, potem pa tudi je tudi vprašanje, pač, kje oni vidijo za prilagoditve in tako, in zakaj so se odločili za ta postopek. Da so recimo pač, da vidijo, da bi pa s določenimi prilagoditvami bil otrok lahko pokazal to vse, kar zmore in bil uspešen. Na tak način, kakor je pač. Torej iskreno, predvsem, da smo iskreni, ne? Tako, iskreni, pa tisti, da res zaupamo tudi kot starš, da res otroka pozna. Tudi se mi zdi, da so res svetovalne delavke, ponavadi na šoli je ena zadolžena za to, in pa če na šolo pokličejo ali pa vprašajo, ponavadi pač so jim zelo pripravljeni pomagati, ne? Mi smo velikokrat kar skupinsko to izpolnjevali, tako da tudi šola pač je dodala svoja opažanja, tudi tu se mi zdi včasih celo bolj pomembno, da se napiše čim več, ker se mi zdi, da se tudi potem to povzame, če se vse je bil otrok do sedaj deležen, katerih prilagoditev. Tako. Te smem še dopolniti, tukaj je pod prilogo je tudi, pač, če je šola izvajala ta individualni projekt, delovni projekt pomoči, je tudi se kot priloga zahteva in je šola pač napiše te vse po stopnjah, tudi ure, ki jih je pač tiskaj izvajanja, recimo ISP, in kaj je želel doseči in kakšna opažanja in tako. Se tudi priloži. Jaz sem se kar vključila. Pravilno. In potem starši čakajo na strokovno mnenje in pa odločbo. Še pred tem komisija preveri, če ustanova, v katero bi želeli otroka usmeriti, izpolnjuje pogoje. Podrobnejše roke o tem, kakšne so možnosti za pritožbo na strokovno mnenje, odločbo in tako naprej, je pa možno preveriti v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ZUOPP. Zdaj bi pa mogoče še povedali, kam pa se lahko vse otroci usmerijo v Republiki Sloveniji, v katere vzgojno in izobraževalne programe? Predšolski otroci se lahko usmerijo v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To so pač redni vrtci, redni oddelki. Sem se pač vključijo recimo otroci tudi, ki so slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, z govorno-jezikovnimi motnjami, težavami, otroci z motnjami na pač avtističnem spektru,
tudi dolgotrajno bolni, je pa tako, da se jih zagotovi, že v tem programu določene prilagoditve in dodatna strokovna pomoč. Potem pa obstaja še prilagojen program za predšolske otroke, to so pa tako imenovani razvojni vrtci. Ta vrtec pa ni čist nujno v vsakem kraju, tako da včasih je tukaj tudi mogoče malo logistično. Tako, pa tukaj se potem pač na vsakega posameznega otroka določi, kaj bi bilo zanj najbolj pač optimalno, glede na pač vse. Potem so pa tu še šolski programi, ne? Tako. Najbolj pogosto se učence usmeri izobraževalni program 9-letne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To se izvaja pač v rednih šolah. Potem je prilagojen izobraževalni program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobraževanjem, standardnim, se pravi tukaj pomembno pač z enakovrednim, ker se pa lahko vpišejo vse srednje šole. To je pa pač za gluhe, naglušne, za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami, za slepe, slabovidne, za otroke z motnjo avtističnega spektra, za gibalno ovirane. Potem je prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, NIS, samo da reče, in za otroke z zmernimi motnjami v duševnem razvoju je posebni program vzgoje in izobraževanja. Prilagojeni tega, kar sem prej omenila, z nižjim izobrazbenim standardom, je pa v bistvu za učence, ki imajo pač lažjo motnjo. Tudi recimo, ko otrok enkrat dobi odločbo, ni nujno, da je zavezan v kateremkoli programu, je prvotno. Lahko se odločba tudi kasneje spremeni, nekatere imajo recimo zaveden datum preverjanja ustreznosti odločbe, ponekod se tudi zgodi, da šola ali pa vrtec sama ocenita, zdaj bi bil pa mogoče čas, da ponovno vložimo vlogo za usmerjanje. Ista vloga je, kot če preverjamo ustreznost ali pa če čist prvotno vzpostavljamo postopek usmerjanja. Lahko se zgodi, da gre za to, da se izkaže, da otrok recimo v večinski šoli DSP-ja več ne potrebuje ali ne v takem obsegu in se pojavi težnja potem, da se število ur pomoči zmanjša. Lahko se pa zgodi, da je pa program prezahteven za otroka, v katerega je pač bil usmerjen, in se postopek ponovno sproži za to, da bi se otroka njemu bolj primeren program usmerilo. V ustanovah, recimo, kjer se izvaja več različnih programov, recimo ACE in NIS, se mi zdi super, da lahko otrok tudi, če pri nekaterih predmetih ne zmore dosegati ciljev, recimo enakovrednega standarda, se kasneje preusmeri v nižji izobrazbeni standard, ampak pri recimo vzgojnih predmetih ali predmetih, ki so njegova močna področja, recimo angleščina, pa prehaja v ACE, če se da to znotraj ustanove dogovoriti. Tako da tudi vedno to preverjanje odločbe ni nujno slabo ali pa bau. Ja, se strinjam. V bistvu je tudi tako, da ko se prehaja iz recimo iz določb, ko pride do spremembe ravni izobraževanja iz vrtca v šolo ali potem iz osnovne šole v srednjo šolo, je tako. Je vedno na novo vložimo to zahtevo in se na novo ali se stane komisija, lahko se pa tudi odločimo, če vidimo pač v 9. razredu, da učenec ne bi več, naš otrok ne bi več potreboval pomoči in prilagoditev, da ne potrebuje več, se potem lahko ne vloži. Drugače pa še želimo naprej, oziroma mislim, to koristilo, je pa pri vsaki spremembi ravni potrebno vložiti novo zahtevo. Pri recimo tam, pa prihaja tako, kot si že ti omenila,
da recimo otrok potrebuje ali večje ali manjše število, recimo ur se pravi v istem programu, pa lahko samo zahtevo o spremembi odločbe in pa tudi utemeljimo, ali pa lahko tudi o spremembi izvajalca. To je pa običajno potem v višjih razredih osnovne šole, če ugotovimo, ne vem, otrok drugega namesto, recimo specialnega pedagoga, da potrebuje socialnega ali pa obratno.